Živijo, sem Miha in zelo rad stikam z zanimivimi knjigami, še raje pa jih prebiram. Zato komaj čakam, da spoznam pisatelja Petra Svetina. Ali imaš doma tudi ropotarno, kakršen je naslov tvoje knjige? Vsake toliko časa se odločim, da stvari stran pomečem, ampak drugače imam kar ropotarno, ja. Sploh v delovni sobi. Koliko časa pa ponavadi potrebuješ, da napišeš celo knjigo? To je zelo odvisno, pravzaprav. Lahko je v glavi leto, 2 leti tudi, pa se potem v eni uri izpiše. Lahko pa pride zelo hitro ideja, pa se tudi zelo hitro napiše. Ali se te kdaj zatakne? Ja, velikokrat se mi zatakne. Potem pa pustim, pa počakam, potem pa lahko na novo začnem. Jaz prihajam iz Stične, ki je obiskal glavni junak knjige Škržati umolkne ob polnoči. Si ti bil kdaj v Stični? Mi smo imeli v srednji šoli obvezno prakso vsega profesorja, ki je to urejal, če grem lahko v Stično v samostan, v knjižnico, rekel ti kar pejt, in potem so mi dali sobo in sem bil 14 dni tam v meniški celici in v knjižnici sem delal. Ti je šlo, ko si še hodil v šolo v berilih, kaj na živce? Kakšni teksti. Zato, ker so bili, kaj pa vem, na živce, no pač zelo starinski so se mi zdeli. Ilustracij smo imeli veliko manj v berilih, črno-belo je bilo vse. In sedaj, ko si ti soavtor besedil v berilih, kako se odločaš, kaj pride v berilo in kaj ne? Učni načrt je, kako je, katere avtorje treba v berile dati, se odločiš, ali boš ta tekst dal od Daneta Zajca ali en drug tekst. To je pravzaprav moja odločitev. Pa potem seveda, kako se naloge sestav, kakšna so vprašanja, kako se pojme pojasnjuje. Ali si že kdaj prebedel noč s knjigo? Se spomnim, kakšnim velikim užitkom sem tiste izpite delal, kjer je bilo treba ogromno brati. In sem rekel, zdaj pa lahko 5 dni samo berem, in takrat sem potem bral na mrtvo. Knjige so zakon in morda tudi jaz postanem pisatelj. Adijo!